Koliko je vaš roman avtobiografski, glede na to, da ste ga ponesli na vis, koliko pa je tega izmišljenega, domišljijskega? Mislim, da je skoraj da vsaka literarna stvaritev, roman, morda v manjši meri poezija, autofikcija. Kajti človek črpa iz svojega nezavednega, delno lahko tudi zavednega, ampak največkrat iz nekih globin, ki so se pač polnile na takšen ali pa drugačen način tekom življenja. Osnovni navdih pa je resničen, zato tudi na začetku povem, da je zgodba navdahnjena z resničnostjo, vse ostalo pa je izmišljeno. Namreč tam koncem 90-ih let sem sodeloval pri prvo reševalni, potem pa iskalni akciji dveh mladih ljudi, ki sta tragično preminila med potapljanjem. No in vse, kar se je dogajalo takrat, me je že takrat pravzaprav napeljalo na misel, da bi nekoč o tem napisal zgodbo, ampak zgodbo, ki bo drugačna, kot se je takrat res dogodilo. Se vam zdi, da glede na to, kaj ste doživeli, da je bila to neka mogoče za vas tudi nekoliko težka izkušnja in da ste to zgodbo nosili v sebi toliko let in zdaj, ko ste jo spravili na papir, da je bila to neka katarza, kjer ste spremenili v bistvu usodo teh junakov, ki se je takrat v resničnem življenju že tragično končala? Zagotovo, to je kar dobra beseda, katarza, kajti tisti dogodek, takrat to dogajanje, še posebej, ker sem bil kot pravnik zadolžen za starše preminulih, za sodelovanje z hrvaškimi oblastmi, ki so se takrat, moram reči, izjemno izkazali, ampak še bolj pa morda kot izziv, kako smrt prikazati drugače, da smrt ni nujno konec, ampak je lahko samo preobrazba, začetek nekaj novega. In zato rad rečem, da to ni samo roman, ali pa sploh ni roman o potapljanju v morje, ampak zlasti o potapljanju v človeško dušo. Vaša knjiga ne nosi s sabo le pripoved, ampak tudi spraševanje o višjem smislu življenja, neko višjo duhovno noto. Ja, tako kot je recimo rekel moj mlajši brat, ko sem ga vprašal, če je tega v knjigi preveč, ali pa na trenutke tudi mogoče malo preveč profesorskega, ko razlagam določene reči, mi je odgovoril, ja, saj to si ti. In ker se sam zadnjih 10-15 let poglobljeno ukvarjam s proučevanjem človeške zavesti, da ne bom ravno rekel duhovnosti, pa tudi če bi, me to zanima, preučujem najstarejše verske filozofske spise, seveda ne samo v krščanstvu, ampak tudi v hinduizmu, budizmu in drugod. Sem moral nekaj tega preliti tudi v ta roman, pa ne samo moral, to je bilo tako spontano, da so moji junaki morda začeli tako razmišljati, kot sam razmišljam, ali pa tipati v to smer, kar je seveda težko, ker najmlajša oseba, Ajša, ena od teh zaljubljencev, je stara samo 18 let. Je ravno končala prvi letnik pravne fakultete, torej od nje ne moremo pričakovati čudežev, pa vendarle. Verjetno ste določene like tudi malo črpali iz sebe, mogoče iz kakšnih vaših alter ego, glede na to, da je Ajša pravnica. Zagotovo, zanimivo je, da sem recimo sebe porazdelil med več oseb. Pravijo, da je bibliotekar zelo podoben meni, ampak on je bibliotekar, on ni pravnik, on ni profesor, čeprav rad predava in govori ljudem. Ima ženo Iris, ki ni recimo sodnica, tako kot moja, ampak vendarle strastno plete in kvačka. To je najljubši hobi moje soproge in tako. V knjigo ste vpletli tudi zgodbo o svinčniku avtorja Pavla Coelha in celo dobili ste njegovo dovoljenje, bili ste z njim v kontaktu. To mi je v izjemno čast. Meni je Paulo Coelho skoraj da tako kot, ne vem, Ernest Hemingway ali kdo od velikih umetnikov
on še živi, morda bo tudi dobil nekoč Nobelovo nagrado. Gre pa za zelo preprosto zgodbico, The Story of the Pencil je originalno naslov. Gre pa za to, da stara mama, babica recimo, piše pismo, vnuke opazuje in pravi: babi, babi, o čem pa pišeš? A pišeš o meni, o tem, kaj midva počneva? In pravi babica: ja, v bistvu res, ampak še bolj pa pišem o 5 lastnostih, ki jih ima ta svinčnik in si želim, da bi jih imel tudi ti, ko odrasteš. Zavedaj se, da bo sleherno tvoje dejanje ali pa tudi pasivnost pustilo sled. Zato ozaveščaj vse, kar počneš, pa boš dober in srečen človek. Ja, najlepša hvala za to iskreno popotnico skozi en delček vašega življenja in seveda skozi nov roman. Hvala najlepša tudi vam. Še posebej mi je veliko veselje in čast, da lahko nastopam na televiziji, ki se imenuje Planet. Namreč opozoril bi, da mi živimo na modrem planetu. Pravzaprav bi se Zemlja morala imenovati ocean ali pa morje, glede na to, da pretežno večino prekriva ta dragocena snov. Žal se samo prebivalci premalokrat obnašamo modro.